Kako privabiti torej zdravnike na podeželje v primarno zdravstvo? Torej nekaj teh modelov drugačnega pristopa organizacije dela na primarni ravni smo že upeljali, nekatere želimo še v tem letu, vendar capljanje na mesto ali pa neustrezne pozornosti primarni ravni v zadnjih 10 ali 20 letih se ne more odpraviti v najkrajšem možnem času. Naše napovedi so, da se bodo stvari normalizirali do leta 2020. Želel bi si, da se na primarnem nivoju prej stvari premaknejo, zato iščemo vzvode v smislu referenčnih učnih ambulant, ki smo jih že upeljali, ter ruralnih ambulant, ki jih mislimo v jeseni na nek način predstaviti javnosti, strokovnim pa tudi državljanom, državljankam. Problem je v tem, da kljub zelo ambicioznim smernim načrtom enostavno toliko modelov, toliko rešitev ne moramo upeljati v kratkem času. Namreč potrebno je bdeti tudi nad projekti, ki smo jih že upeljali, ustrezno ekipo umestiti, da bo to spremljala. To niso še vse rešitve. Rešitve je potrebno iskati tudi v drugem pristopu k preventivi, promociji zdravja, k lastni razmislek o tem, koliko časa namenjamo svojemu zdravju, in verjetno se bo celotna slika sestavila v prihodnjih letih. Jaz trdo upam in verjamem, da prej kot v 9. Potrebe po družinskih zdravnikih so velike, interesa za opravljanje tega dela pa manj. Torej, kot sem že povedala v naši razpravi, vidim predvsem 3 možne kratkoročne in relativno dobre rešitve. Zagotovo so mentorske in učne ambulante tisti center, v katerem se zbira mladina, torej mladina študentarija, medicine, mladi zdravniki, specializanti, in to so podati tudi okolja, v katerih mladi zdravniki radi delajo. To so moje osebne izkušnje in izkušnje naših kolegov. Predvsem pa te ambulante omogočajo lokalnemu prebivalstvu, torej lokalnim kandidatom za družinsko medicino, delo v domačem okolju. Kot drug predlog, verjetno mogoče malo zanimiv, je predlog, da ob situaciji, ko je obremenjenost zdravnic na primarni ravni enormno narasla in v situaciji, ko se vendar zdravnice želimo biti tudi matere, ponudi kot mogoče eno pilotno okolje, da imajo mlade zdravnice na začetku svoje kariere priložnost delati skrajšani delovni čas ob polnem plačilu, ampak seveda bo imele ravno tako zelo visoke delovne obremenitve, ker je potreba po njihovem delu tako visoka. In tretje, zbornica bo absolutno vedno prisluhnila argumentiranim predlogom regije in tudi mislim, da smo te svoje obljube že nekajkrat uspešno izpeljali in vse te rešitve, ki jih v lokalno okolje predstavi kot dobre rešitve, bomo podprli.